Dober večer. V nocojšnji oddaji Župan z vami bomo šli v sliki in besedi v občino Vojnik, ki je pred kratkim praznovala svoj rojstni dan. Dober večer, gospod župan, gospod Branko Petre in seveda dobrodošli. Lep dober večer in pozdrav seveda vsem gledalcem televizije VTV. In dober večer tudi vam, gospod Roman Kugler, občinski nagrajenec in takoj iskrene čestitke za prejem srebrnega grba občine Vojnik. Dober večer in hvala za lepe čestitke. Gospod župan, povejte nam, po kakšnem ključu ste izbrali datum, ko občina Vojnik praznuje svoj rojstni dan? Ja, to je v naši občini dan, ko je bila občina potrjena kot samostojna občina v Novi Sloveniji in to je 4. oktober 1994, tako da smo lani praznovali srebrni jubilej, letos smo pa na to dodali še eno leto. In vem, da ko sva se lani pogovarjala, ste rekli, da ste zadovoljni, da če ne bi bili pravzaprav samostojna občina, je vprašanje, če bi dosegli takšen razvoj in v 25 letih je Vojnik poznal, zelo prepoznaven, zelo se je razvil. Ja, sigurno je to res, jaz v to verjamem, zato ker v bistvu na nek način vseeno o denarju, ki je na razpolago, odločamo sami in tudi sami vemo, katere prioritete so nam pomembne. Čeprav seveda tudi mi v tem času nismo uspeli narediti vsega, kar je potrebno, ampak verjamem pa v to, da je razvoj bil uspešnejši in hitrejši, zaradi tega, ker smo s tem denarjem naredili več, kot bi se naredilo, če bi se to upravljalo ali z prejšnjih velikih sistemov občin ali pa tudi z državnega nivoja. Po drugi strani pa seveda za razvoj Vojnika je nekako pomembna tudi njegova lega, njegova lokacija. Mi smo tudi nekako strateško postavljeni blizu mesta Celje, blizu tudi prometnicam. Pri nas je 5 minut do mesta, 5 minut do avtoceste in to seveda na nek način prinese prednosti. Tako da imamo oboje dobro to, da smo stran iz mestnega jedra, drugo pa tudi blizu mestnemu jedru in vsemu temu, kar mesto seveda kot kvaliteto tudi ponudi. Predvsem tu mislim na delovna mesta, pa tudi na to družabno življenje, ki ga dopolniš z gledališči, z izobraževalnimi šolami, se pravi srednješolsko izobraževanje praktično gre iz občine Vojnik potem večinoma v Celje. Ampak na nek način se mi zdi, da kvaliteta življenja je pa res dobra v Vojniku. Praznovali ste že, imeli ste tisto tradicionalno, kot pravite, slavnostno sejo, prireditev. Je pa res, da je praznovanje občinskega praznika letos čisto malo po svoje zapeljal in krojil COVID-19? Ja, res je. Mi praznujemo ponavadi vedno tisti četrtek v oktobru, ki je pač najbližje našemu občinskemu prazniku. Tako smo letos imeli pač v četrtek 1. oktobra. Imeli smo dilemo, moram priznati pošteno, ali to praznovanje narediti, podelitev narediti na takšen način, kot smo jo, glede na omejitve. Ampak nekako skupno je prevladalo mnenje, da najenostavnejša pot ni najbolj prava pot. In zato smo se odločili, da se potrudimo, da pridobimo dovoljenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se držimo seveda vseh ukrepov, tako pri izbiri nastopajočih, kot tudi potem pri pripravi prireditve. Držali smo se tudi nošenja mask, vseh razkuževalnih ukrepov. To vse vpliva na samo prireditev, ampak sem zelo prepričan, da je to še vedno neprimerljivo boljše, kot pa reči, prireditev odpade, ker so pač neki posebni pogoji. Pa tudi to je dolg do ljudi, ki prejmejo priznanja, ker priznanja prejmejo vsi za delo v skupnosti. In se mi zdi, da to nekako potem kar nekomu priznanje dati, pa mu že kar naprej povedati, da se ga kar malo bojiš, to ne bi bil primeren način in se splača potruditi. In tudi zaenkrat odzivi, ki smo jih doživeli, so takšni, da so pozitivni, da ljudje so razumeli, da je pač treba biti drugačen, da je pač treba upoštevati omejitve, pa kljub temu lahko to narediš. Se mi zdi, da smo naredili v redu.
Rekli ste dolg do tistih, ki so občinski nagrajenci, gotovo po drugi strani tudi poklon. Ko smo se pred časom pogovarjali, ste rekli, da ste zelo ponosni in da so izbrani zelo pravi ljudje za nagrajence, torej za nagrade letošnje. Veliko ste jih imeli? Ja, res je. V bistvu mi vsaka leto naredimo v bistvu javni poziv za zbiranje predlogov, ne? Potem pa naša komisija za imenovanja in priznanja izbere predloge. Občinski svet pa potem seveda o tem razpravlja in jih potrdi. In letos pravzaprav moram reči, da ni bilo o nobenega dvoma, da smo enostavno, ko je predlog prišel na občinski svet, je pravzaprav bila samo potrdilna diskusija, nihče ni razpravljal o tem, da bi kdo ne bil primeren, ne. Hkrati pa tudi seveda je bila kar težka naloga pri komisiji, ker je pa še kar nekaj predlogov takih, ki bi si tudi zaslužili priznanje, ne. Ampak smo nekako na koncu vedno rekli, ja, saj ni konc sveta še letošnjo leto, izberemo tiste, ki so za to leto pač najbolj nekako bili ocenjeni kot najbolj primerni, drugo pa naprej naslednje leto, ne. Jaz verjamem, da jih bo večina od tistih, ki so bili predlagani priznanja v prihodnjih letih tudi prejela. Prejemnik srebrnega vojniškega grba je tudi naš nocojšnji gost, gospod Roman Kugler. Nekako takole so zapisali, da ste ga prijeli za zelo uspešno večletno delo predsednika prostovoljnega gasilskega društva Vojnik, pa za dejavno delo v Gasilski zvezi Vojnik Dobrna, za spodbujanje članov k izobraževanju, napredku, osebnostni rasti, širjenju gasilstva med mladimi in nesebično pomoč ljudem v kraju. Ena takšna lepa, topla obrazložitev, gotovo tudi človek takšen, da si takšno obrazložitev prisluži, a ne? Ja, poglejte, res je, to je pač nekako moja strast, gasilstvo. In če se da pomagati sočloveku, ponavadi si gasilci zmerno rečemo, ne, da ne pogledamo, kje gori, ampak samo, da pomagamo sočloveku. In če hočeš društveno življenje peljati po najboljši poti, moraš prisluhniti vsakemu članu. Seveda, na začetku je mogoče za nekoga malo slabše, manj zadovoljni, a na koncu se vidi napredek in menim, da smo skupaj naredili eno res uspešno delo v Vojniku, na kar sem zelo ponosen. Na vse svoje člane in tudi na to, kar smo uspeli skupaj pripeljati. Gasilec, bi lahko rekli, v enem stavku z dušo in srcem, enkrat gasilec, najbrž vedno gasilec, ne? Drži, točno tako. Pa so gasilske tudi vaše korenine? Začelo se je z mladosti, ko sem postal od pionirja, nadobudnih pionirjev, zanimanje za tekmovanja gasilska, brentače, vozila in to dejstvo, pa to navdušenje me je peljalo tudi do sedanjih vod, ker sem tudi nenazadnje tudi višji gasilski častnik gasilske smeri in leta se trudim, da svoje znanje nadgrajujem, ker vsi vemo, da se je potrebno se skozi učiti in zato tudi naše sotovariše spodbujam k temu, da se pridobivajo nova znanja, da vedno nekaj novega, kajti vsi bomo lahko samo le bo boljši. Gasilstvo, mislim, da lahko tako rečem, ima v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih dober položaj. Ljudje vas kar občudujemo pri vašem delu, hvaležni smo in potem je verjetno delo tudi lažje, gotovo pa je vmes tudi nekaj takšnih zgodb, ki so pa hude. Ja, lejte, seveda vsaka zgodba se tudi osebno dotakne tudi vsakega gasilca. Tudi mi smo na koncu samo ljudje, a ne? In na nami, na vodih, na odgovornih mestih v zvezi je, da prisluhnemo vsakemu človeku in da mu pomagamo po svojih močeh. Zato imamo tudi razne razbremenilne pogovore, da se stvari ne nosijo v podzavesti domov, ampak da že kar v gasilskem domu stvari postavimo na čisto in da skušam pomagati tudi sotovarišu, če je bil kakšen osebni čut vpleten, a ne? Kot predsednik, dolgoletni predsednik društva, ki v letošnjem letu mislim, da praznuje kar častitljivih 140 let. Res je. Kako je biti recimo prvi mož, bova rekla, mogoče med enakimi? Poglejte, jaz zmeraj pravim, lepo je biti prvi mož, če imaš dobre ljudi za sabo.
In v našem društvu smo ena odlična ekipa. Kajti brez njihove volje in pač primernih tudi pogledov in idej ne bi mogli mi rastiti in se tako uspešno sodelovati, tako kot sedaj sodelujemo. Srebrni vojniški grb je šel vam osebno, ampak gotovo pa malo tudi zato, ker ste gasilec. Drži, jaz vedno poudarjam, da mene kot preženjenega v vojnik me je gasilstvo združilo s krajani, spoznavanje ljudi in osnova, da so tudi ljudje videli moje delo, je tudi v gasilstvu. In res je, vse je povezano z gasilci, tudi ta priznanje na koncu so tudi zaslužni naši gasilci, da smo res tako odlično delujemo, kot da mi prisluhne in da smo enakih pogledov. Pa kaj vam je kot gasilcu najlepše, najljubše? Najprej to, da lahko pomaga sočloveku, drugo, da imaš tudi neko druženje, kajti tudi mi imamo v samem nazivu prostovoljno gasilsko društvo že namen, da se tudi družimo, spoznavamo drug drugega in si tako zaupamo, da potem, ko se gre akcija za res, da vemo, kaj kdo lahko zmore in da smo uspešnejši na tem področju. Ne? V obrazložitvi sva videli tudi, da ste veliko časa posvetili delu z mladimi. Koliko mlade zanima prostovoljstvo? Ja, lejte, vojnik je kar dokaj specifično, tako kot tudi župan rekel, smo predmestje, imamo dobre in slabe strani, da smo blizu Celja, ne? In se moramo za našo mladino zelo boriti. In ta COVID, ko ste ga tudi na začetku omenila, je tudi v naših vrstah pač povzročil kar rahel upad članstva mladine. Namreč nismo smeli imeti ne vaj, ne druženj, ne? In to so vsi naši člani, nadebudni člani, vsi pogrešajo. Zdaj se nekako to poskušamo dvigniti na nek nivo, ampak seveda vse, kar nam dovoljujejo pač na dane razmere. Ne? Ampak delo z mladimi je investicija v bodočnost. Ker se vsi zavedamo, da smo iz leta v leto starejši in je treba dati vedno možnost mladim, da bodo lahko nadaljevali naše delo in bo tudi ta bit gasilstva tudi šel iz roda v rod. Si pa ne znam predstavljati, kako bi brez gasilcev. Jaz tudi ne. Gospod župan, ste ponosni, a ne, na takšne posameznike, društva, na svoje prebivalke in prebivalce, srčne in predane? Ja, seveda, ne. Jaz vedno rečem, tisto, kar je najboljše v vojniku, so naši ljudje. In jaz se s ponosom pohvalim, da pri nas je društveno življenje zelo raznoliko in bogato. Zdaj, seveda, več skupin je teh, ki se v društvih organizirajo. Gasilci so ena od najmočnejših, definitivno. A ne? Je pa res, da imamo potem tudi na področju kulture, na področju športa, na področju humanitarnih dejavnosti društva, ki pravzaprav brez njih bi skoraj ne znal reči, da bi bil vojnik takšen, kot je. Žal, ta kriza dejansko slabo vpliva na društva, ne? Predvsem zato, ker en del svojega poslanstva ne morejo izvajati, ampak jaz verjamem v ljudi, verjamem v to, da ko bo možno, bomo to nadoknadili. In ja, ljudje so najboljše, kar imamo. Danes ste v studio pripeljali enega od nagrajencev, sicer pa se lahko pohvalite kar z veliko nagrajenci. Ja, mi pravzaprav vsako leto podelimo grbe na način, da pač je 3 so bronasti, 2 srebrna in 1 zlat. V studiu ne moramo biti vsi naenkrat, ne? In glede na to, da je seveda tudi visoka obletnica društva en pomemben dogodek, je bil pač moj izbor, da je gospod Roman Kugler z nami. Drugače smo srebrni grb podelili tudi gospodu Skutniku Felixu, ki je predsednik smučarskega društva Vizore, za njegovo delo na področju športa, predvsem skakalnega športa in pa za razvoj, bi rekel, tudi enega skakalnega centra v Vizorah kot takih. Potem seveda imamo 3 bronaste nagrajence, ki so vsak zopet na svojem področju. Eden je na področju gasilstva, tudi gospod Selčan iz Nove Cerkve, predvsem za delo z mladimi. Potem imamo
podjetnika in takega družbeno aktivnega člana gospoda Brezovška Karlija, ki je v Vojniku, poleg podjetja seveda tudi član Godbena Pihala, član katoliško-kulturnega društva Ivan Šopar, aktiven v župniji in tudi v krajevni skupnosti, član sveta, in pa eno društvo, in sicer Društvo jadralnih padalcev iz Frankolovega, ki so na svojem področju specifični in poleg druženja seveda tudi pripomorejo k promociji našega kraja, pa tudi že z lepo tradicijo. Zlati grb je pa letos šel v roke gospe Ivanki Plešnik. To je pa dama, ki živi v Pristavi in pravzaprav celo svoje življenje nekako aktivno pomaga na različnih področjih sokrajanom in pa seveda skrbi za razvoj svojega kraja. Tako je predsednica krajevne organizacije Rdečega križa v Vojniku, je pri društvu upokojencev vodja programa Starejši za starejše, bila je soustanoviteljica zanimivega društva Dobra volja iz Razgorja in pa seveda tudi skozi aktivna v krajevni skupnosti, tudi kar nekaj mandatov članica sveta krajevne skupnosti, predstavnica vaške skupnosti, v glavnem en kup enih aktivnosti, ki so vedno nekako usmerjena v to, da se ljudje povezujejo in da skupaj nekako živijo boljše. Tako da iz tega se pravzaprav vidi to, kar sem na začetku rekel, da so vsi zelo, zelo pravi kandidati za nagrade. Imate pa tudi nekaj tistih, ki gredo po stopinjah teh starejših, se mogoče zgledujejo po njih in bodo nekoč tudi tisti, ki bodo na seznamu nagrajencev, a ne? To so pa županova priznanja. Ja, mi tudi vsako leto podelimo ponavadi 9 županovih priznanj, to je zato, ker imamo 3 krajevne skupnosti in moram reči, da na tem delu je pravzaprav kandidatov za ta priznanja ogromno, ker je res ogromno ljudi, ki vsak na svojem področju nekako prispevajo k temu, da živimo skupaj boljše in lepše. Je pa enako, kot sem prej rekel, za grbe tudi tu treba nekako izbrati. Seveda tu izbiramo med tistimi, ki jaz verjamem, da bo marsikdo prejel tudi kasneje še grbe, so nekako mogoče ali bolj na začetku svojega delovanja, ali pa so malo ožje usmerjeni v eno samo področje, ampak zato nič manj pomembni in nič manj, bi rekel, uspešni. In seveda, to so tako mozaika, ne? Vsak ima nek svoj prostor, nek kamenček, neka barva, ki da na koncu celo sliko. Gospod Roman Kugler, povejte nam še, kako pa se človek počuti, ko izve, da bo občinski nagrajenec? No, to so mi, da rečem, naši člani so mi lepo zakuhali, ne? Ker jaz sem vedno sem rekel, da take stvari, to ni zame, ne? In so me presenetili, da pa dobesedno postavili pred dejstvo, ja, daj tule podpiši soglasje in boš, da te bomo nominirali. Je prijetno, ne? Na koncu, da vidiš, da člani resnično te spoštujejo in radi sodelujejo s tabo in ne nazadnje ti daje tudi neko motivacijo za delo naprej in da se razvijamo, ne? Hvala lepa, gospod Kugler, za obisk v studiu. Še enkrat iskrene čestitke in veliko veselja v tistem, kar počnete še naprej. Hvala lepa tudi vam za povabilo in hvala za lepe želje. Mi si bomo zdaj le, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, privoščili nekaj glasbe, potem pa bova z županom občine Vojnik nadaljevala s pogovorom. Sočno stran, pozabil ga nikoli več ne bo.
kdaj prišel, bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Sreči bili za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne znaš. Kdaj prišel, bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Kdaj prišel, bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Ljubezni dan. V oddaji Župan z vami je naš gost, župan občine Vojnik, gospod Branko Petre. In zdajle smo bili tele 4 minute tudi v občini Vojnik. Naši fantje so izbrali eno takšno lušno skladbo iz enega vašega takega zelo prijetnega koncerta lani ob koncu leta. Ja, to je bil koncert v sklopu Božičnega Vojnika in ob 5. obletnici pravzaprav je ta koncert bil pripravljen. Tako da meni se zdi, da je bila lepa skladba, no, ker se upam, da je bila všeč tudi drugim. Ko sem pripravljala oddajo, mi je pod roke prišlo vaše voščilo ob vstopu v leto 2020 in med drugim ste zapisali, da je leto 2020 še posebej zanimivo, ker vstopamo v novo desetletje, desetletje novih priložnosti, medsebojnega razumevanja, ljubezni in zadovoljstva. In pripisali en stavek: ne bojmo se sprememb, ki jih prinaša čas, temveč jih izkoristimo nam v prid. Je pa res, da je bilo teh sprememb mogoče vse mečkem preveč, ne, v začetku tam od marca naprej. Skratka, tako so bile dramatične, da so zarezale tudi v življenje in delo občine Vojnik. Ja, takrat, ko sem te besede voščila napisal, sem se zavedal tega, da seveda vsako leto prinaša neko spremembo, ne. Nisem si pa predstavljal, da bo to na takšen način poseglo v naše življenje, kot je. Ampak v vsakem primeru jaz trdno verjamem, da ko pride sprememba, je najmočnejši tist, ki se pač najhitreje in najbolj učinkovito prilagodi na to, kar prinaša pač ta sprememba sabo. In to je pravzaprav skozi, odkar je svet, odkar smo ljudje na svetu, je po moje enaka zakonitost. Res pa je, da če to spremembo nekako gledaš v duhu seveda tega, kar sem dodal tam, medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in pa seveda tudi kančka ljubezni med ljudmi, potem je seveda uspeh na koncu v vsakem primeru. Res pa je tudi, da seveda, če bi naprej vedeli, kako in kaj, bi nam bilo lahko, ampak
tega nikoli ne vemo in verjetno nikoli ne bomo. To se pravi, moramo biti pripravljeni, da se tudi na take stvari pač prilagodimo. In jaz sem prepričan, da COVID seveda bo pustil posledice, jih že pušča, ne bo nas pa zlomil in bomo tudi to preživeli in šli naprej. Preživeli ste tudi tiste mesece najtežje spomladanske, kljub temu, da je bila razglašena epidemija, da ste bili previdni, ste uspeli kar nekaj narediti. Ja, zdaj mi smo seveda takrat nekako šli po poti, da smo upoštevali navodila, ne, takrat epidemija mogoče ni bila toliko problematična v vojniku, kar se števila okužb tiče, ampak je bila seveda popolna neznanka, ne, ničesar nam ni bilo jasno, znano in je bilo pravzaprav kar težko se na to nekako navaditi, pripraviti. Mi smo se odzvali seveda z enim organiziranim delom civilne zaščite in pa tudi prostovoljcev znotraj tega. Tu so, bi rekel, res veliko delo naredili člani krajevnih organizacij Rdečega križa, Karitasi, skavti odrasli, tudi eno skupino prostovoljcev smo organizirali, ki je bila nekako predvsem orientirana v pomoč tistim, ki so bili ali sami ali kakorkoli imeli težave. Izkoristili smo jih tudi v smeri informacij. Drugo pa je, da smo ta čas tudi na občini uporabili za to, da smo delali tisto, kar smo lahko, se pravi pripravljali razpise, pripravljali projekte, izbrali izvajalce, tako da zdaj, ko je nekako bila epidemija preklicana, smo se bolj kot ne posvetili izvajanju teh projektov. In mislim, da smo to vse dobro nekako izkoristili čas. Kljub temu smo se tudi mi morali prilagajati, ne? Tudi mi smo delali v enem delu od doma, tudi mi smo uporabljali Skype pa Zoom, pa vse se naučiš, če je treba. Marsikaj, ne vemo, da imate v občini Vojnik tudi dom za starejše, da so starejši bili takrat in so še zdaj najbolj ogrožena skupina. Kako se tam spopadajo s virusom, jim je prizanesel? Ja, zaenkrat jim je prizanesel, ampak jaz sem prepričan, da tudi zaradi zelo resnega in prizadevnega dela kadra zaposlenih, ker se enostavno res močno trudijo, da upoštevajo vse, kar se da na področju varnosti, da virus ne bi prišel v dom, hkrati pa tudi nekako skrbijo za to, da bi ljudje, kljub temu, da so nekako omejeni, se pravi stanovalci, da bi jim življenje bilo čim lepše. Vmes so kar nekaj naredili tudi na teh informacijskih povezavah, nabavili so tudi nekaj tablic in pa telefonov, da so se starejši lahko svojci povezali preko videoklicov. Pa tudi 2 koncerta so naredili, enega tam glih je bil 9. maj, ko je bil glih pravzaprav pred koncem ta prvi val, eden je bil pa zdaj 14 dni nazaj, ko je bila policijska godba. To so sicer koncerti, ki so na prostem, ampak kakorkoli prinesejo spremembo in neko dogajanje v dom. Vem pa, da jim ni lahko stanovalcem v domu, ker je težko biti nekako odrezan od svojih. Tudi če se slišiš po telefonu, to ni isto, kot če se z nekom vidiš. Ampak jaz mislim, da vsi pravzaprav razumejo, da če pa pride virus, če se začne okužba širiti, da je pa še veliko hujše. In nekako jaz moram reči, da čestitke tako stanovalcem, ki razumejo svojcem, predvsem pa požrtvovalnosti kadra, ki se trudi, da pač po najboljših močeh pride čez to krizo, zaenkrat jim pa res uspeva. Kako pa v sami občini Vojnik uspeva tale borba s covidom? Kakšno je trenutno stanje okužb? Ja, mi tudi nismo seveda imuni, imeli smo kar nekaj okužb, mislim, da smo jih skupaj okoli 28 imeli v tem celem času. Trenutno mislim, da imamo 8 aktivnih okuženih znotraj 14 dni. Ni zaenkrat neke hujše krize, je pa seveda nevarnost vsakodnevna, in tudi okoli nas, pravzaprav razen Dobrna, ki je trenutno, mislim, brez aktivnega okuženega, je v vsaki občini vsaj kdo, ki je v teh 14 dneh.
tu je pač treba razumeti, predvsem pa tudi ne stigmatizirati te ljudi, ker se je dogajalo, da je kdo, ki je zbolel, po karanteni, prišel v trgovino, v ne vem kak lokal, pa se ljudje kar odmikajo od njega, to ni prav, vsakemu se lahko okužba zgodi, zato ni bil nič bolj ali pa manj, bi rekel, previden, ampak bolezen ne izbira in tudi ni prav, da bi potem ocenjevali nekoga potem, če je zbolel ali pa ne. Da pa seveda se vsi trudimo, da se nekako pač odmikamo od prehudega širjenja, z tem, da pač seveda izpoštujemo ukrepe, je pa prav. In jaz tudi moram reči, da absolutno ne odobravam vseh teh lažnih novic, pa ne vem kakih Facebook, pa še kakih čivkov, ki grejo v smeri neke teorije zarote, pa nasvetov, kako ne nositi maske, pa namesto, da bi se vsi potrudili, da ščitimo sebe in druge. In če bomo to znali, potem ne bo težko presoditi, ali je maska dobra ali ni dobra. Tako da jaz svetujem in pozivam vse, ki nekako se sprašujejo, ali nositi masko ali ne. Nositi masko je majhna težava v primerjavi s tem, če zboliš, pa je čisto vseeno, ali zboliš sam ali pa kdo od tvojih. In jaz mislim, da če bomo to imeli pred sabo, bomo zdržali ta čas, dokler ne bo cepivo ali pa kako drugo zdravilo. Boriti se bo treba, in tako je v življenju tudi druge, če se ne potrudiš, se nič pozitivnega ne zgodi in je treba se tudi tu potruditi. Tako kot ste se potrudili pri investicijah, če ste v tistem prvem obdobju obstali, tako kot smo obstali vsi, pa zdaj te investicije nadaljujete, kljub vsem težavam, veliko je bilo in se veliko dela tudi na področju, če začneva mogoče na cestni infrastrukturi. Ja, mi smo kar letošnje leto dobro investicijsko naravnani, kar se proračuna tiče. Zdaj na cestah smo zaključili eno prenovo lokalne ceste Bezovica Pristava, ki je kar pomembna. Potem smo zaključili, odnosno zdaj zaključujemo 2 ulice, obnove 2 ulic, Kaševe in Keršove v prvi fazi. Tu seveda obnavljamo tudi komunalno infrastrukturo, vse meteorne, fekalne kanale, vodovode in pa telekomunikacije. Potem delamo na obnovi ceste iz Frankolovega proti Socki. V Novi Cerkvi imamo pred obnovo v bistvu še cesto iz Socke proti Vrbi, ker jo bomo tudi razširili in prilagodili tem potrebam prometa. Hkrati pa seveda delamo tudi nekaj na pločnikih, tako da zdaj bomo štartali še en projekt od mostu pri pokopališču do Gmajne za pločnik izgradnjo in na ta način pač poskušamo to infrastrukturo na nek način malo posodobiti. To so stvari, ki so v preteklosti mogoče malo zaostajale, ker so se bolj gradile drugi objekti, ampak vedno se je delalo tisto, kar je potrebno. Cestna infrastruktura pa je tista, ki je vedno ena takšna zimzelena zadeva v občini, vedno se najbolj vidi in velikokrat je tako, da se jo ljudje tudi mogoče najbolj razveselijo. Ja, sigurno je cesta, mogoče poleg vodovoda, tista, ki je najbolj nekako potrebna in se jo ljudje seveda veselijo, sploh tam, ker vode ni, recimo. In mi smo tudi zdaj v tem občinskem svetu sprejeli sklep, da ko je vlada povečala povprečnino za občine, smo veliko večino 250 000 evrov te razlike v celoti namenili za obnovo in rekonstrukcijo cest. In tudi obnavljamo ceste po principu najprej tiste najbolj obremenjene, se pravi lokalne, potem pa tudi javne poti. Ob tem, da tudi nekaj vsako leto še naredimo na makadamskih cestah, da asfaltiramo še kak odsek, čeprav tu več nekega groznega zaostanka nimamo. To smo zdaj 6 let pravzaprav skozi počeli, da smo vsako leto nekaj naredili in mislim, da zdaj imamo manj kot 10 kilometrov še neasfaltiranih, kategoriziranih makadamskih cest, kar je po moje kar že dober podatek. Pa še tam imamo neka področja, ker je pravzaprav bolj problem dogovoriti z lastniki prenos lastništva in odmero, ko pa to, da ne bi tega mogli poasfaltirati.
Tako da seveda nekako pa moramo urediti tudi odmere in lastništvo in preden se lotimo nekega asfaltiranja, moramo to tudi zagotoviti. Tako da tu vztrajamo. No. Veliko je bilo v zadnjih letih narejenega tudi na vodovodnem, na kanalizacijskem omrežju. Koliko dela vas pa še čaka? Ja, tu še imamo kar nekaj za postoriti, čeprav moram reči, da pri vodovodnem omrežju je zdaj tako, da nam ostajajo še manjši odseki, čeprav spet seveda za ljudi, ki tam živijo, pomembni odseki. Recimo zdaj letos smo zaključili Beli potok, ki je kar dolgo čakal, zaključili bomo Hrastnik, ki smo ga tudi zadnjih 6 let, predvsem zaradi soglasij, kar naprej vsako leto prestavljali iz proračuna v proračun, letos ga bomo končali. Brce smo dokončali, Razgorce, zdaj glih kar gradimo vodovod iz Socke v Trnovlje. Čaka nas pa potem seveda še Lindek, čaka nas tudi prevzem nekaterih vaških vodovodnev, zdaj delamo zelo intenzivno na prevzemu vodovodnega sistema v Čreskovi, pri Socki, Lahka Peč. Lemberg je še tudi ena od stvari, ki bo potrebno v naslednjem obdobju uštimati, pa potem še nekatere manjše točke. Ob tem, da seveda kdaj je treba vmes tudi pri obnovah že tudi zavihati rokave, ne, obnova vodovoda, recimo delamo zdaj na tem sekundarnem vodu, ki je bil nekoč glavni vod iz Vitanja v Vojnik. Ta je 110 let star in zdaj tako nekako cesto obnavljamo tudi ta vodovod. Potem recimo Ilovca je trenutno tudi pred tem, da bomo začeli z obnovo, ker je sicer že obstoječi vodovod, ampak so tlačne razmere problematične, tudi zato, ker je novih naselbin tam več, ne. In to je delo, ki ga je treba skozi nekako upravljati, da v eni točki ne padeš v preveliko stisko potem pri tem delu. Pri kanalizaciji pa enako, ne, tam smo izgradili te čistilne naprave, lani smo tudi končali obnovo v Škofji vasi čistilne naprave, ki praktično pokriva kompleten Vojnik, Arclin in to okolico. Frankolovo in pa Nova Cerkev so dve manjši, ki jih poskušamo vsako leto dopolniti z malo povečanjem tega razvoda, zajema potem same kanalizacije. Končno se je tudi ta del evropskega denarja začel premikati. Mi smo kandidirali skupaj z občino Celje in Štore na projekt ureditve kanalizacijskega omrežja znotraj aglomeracije, ki so večje od 2000, tako kot je bil pogoj razpisan. In v tem delu bo zdaj do konca leta, jaz upam, podpisana pogodba z izvajalcem, zdaj se končuje razpis. Imamo popolno vlogo potrjeno strani Ministrstva za okolje in prostor in tu bo Vojnik dobil cirka 900 000 evrov evropskih sredstev, ki bomo potem v naslednjem letu tudi v fazi izvedbe nekako uporabili in zgradili znotraj aglomeracije Vojnik tisto manjkajoče omrežje. Potem bo nas pa čaka še Ivenca, pa Gmajna, pa Nova Cerkev, pa še marsikaj. Ne zmanjka? Ne, zaenkrat še ne. Koliko težav v občini Vojnik povzročajo neurja, plazovi? Ja, občina je pravzaprav kar na takem področju, kjer so poplave težava. V preteklosti smo kar nekaj naredili na protipoplavnih, tudi skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor. Marsikaj nas pa tudi še čaka. Plazovi so praktično po celi občini, kar stalna nevarnost. Tu je nažalost sredstev vedno premalo za toliko, kolikor se zgodi teh novih, bi rekel, nekako poškodb. Saniramo pač tisto, kar je na cestni infrastrukturi, kar eventualno ogroža stanovanjske objekte, medtem ko kmetijska zemljišča pa zaenkrat ne uspemo sanirati, ne, tako da to je seveda nekaj, kar bo verjetno v prihodnosti tudi prihajalo na vrsto, ampak je še kar nekaj cest, ki so plazovite in jih bo treba še urediti. Mi vsako leto vsaj en projekt nekako pripeljemo do konca. Letos izvajamo en projekt v Dolu pod Gojko, pa en manjši v Čreskovi, in tudi tu moram reči, da nam prisluhne država, Ministrstvo za okolje in prostor nam pomaga v tem delu. Se pa zavedam seveda, da ni samo Vojnik tist, da je pravzaprav
plazovitost v veliko občinah problem in vsak seveda mora kaj tudi na svojem področju nekako investirati. Ampak jaz sem vesel že, če nam uspe vsako leto nekaj narediti, ker z nekim vztrajnim delom se tudi marsikaj naredi. Res pa je, da pol pride tudi kako leto, ko je hujše, kakva ujma, ne, ko pa je seveda treba sredstva angažirati tja, ker je najhujše in mi smo letos imeli še nekaj sreče, no, kar se tega tiče, še smo imeli težav, ampak so pa okoli nas občine, ki so imele pa še bolj težavno stanje in seveda tu je tudi malo solidarnosti treba videti, ne, da tudi drugi morajo svoje probleme reševati. Eno majhno posebnost ima občina Vojnik, da ima veliko lesenih mostov in da se vsako leto nekako posvečate temu, da en lesen most obnovite. Ja, to smo si zadali na začetku, ko smo začeli v bistvu tole moje delo. Stroški obnove lesenih mostov so kar precej predstavljali v našem proračunu in potem smo se svetniki dogovorili, da poskušamo to z malo daljšim časovnim obdobjem narediti tako, da bi seveda te lesene mostove pozamenjali z izvedbo v betonski varianti in res nam kar uspeva. Vsako leto en most nekako uredimo. Tudi letos se zdaj že izvajajo dela na enem mostu čez Dobrnico. Jih je še kar nekaj, no, ampak se pa že na stroških vzdrževanja lesenih mostov pa že pozna, da je manj stroško, tako da mogoče v naslednjih letih se bo pa iz prihranka še kak most lahko tudi od tam financiral. Ne? Tako da, seveda, poleg tega, da je most betonski, je pomembno tudi, da je varnejši, pa predvsem ti stari mostovi so za kmetijsko mehanizacijo pa za sodoben promet pravzaprav preozki, a ne? In je tudi težava, kako pridete do nekega področja in to seveda z novim mostom rešimo, ker naredimo tako širokega, da seveda tudi kak kombajn, tudi kak tovornjak večji pride lahko varno čez, brez da je treba ograjo odšraufati ali pa most podpreti, pa še kaj. Vse to smo že videli. Ko ste že omenili kmetijsko mehanizacijo, kmetijstvo in kmečki turizem predvsem sta nekako v občini Vojnik najbolj razvita. Veliko je obrtnikov, podjetnikov. Tako po vaše, kakšen položaj imajo v občini? Kakšne možnosti imajo za delo, za razvoj? Ja, občina sigurno zdaj za nek zelo intenziven del kmetijske dejavnosti ni najbolj primerna. Ne? Naše površine so manjše, pa tudi pravzaprav v ravnini nimamo ne vem kako veliko kmetijskih površin, nekaj imamo, ampak predvsem so bolj hribovita področja naša. Zato je seveda priložnost v razvoju kmetijstva v smeri ekološke pridelave, specializacije. Mi pa tudi nekako probamo podpirati razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in pa tudi sobodajalstva, odnosno tega turističnega razvoja. To tudi podpremo vsako leto z razpisom na področju kmetijstva in turizma. Nekaj namenjamo za obnovo kmetijskih gospodarstv, nekaj za nove stroje, nekaj pa tudi za širitev predvsem teh namestitvenih kapacitet. In jaz z veseljem ugotavljam, da se vsako leto nekaj pozna tudi, da imamo več postelj. In jaz na daljši rok pravzaprav vidim, da bo to ena od priložnosti tudi za zaslužek, potem za preživetje družin. Hkrati pa tudi seveda, da se nam naša krajina ne zaraste, da se ljudje ne odselijo, ker če ne bojo videli nobene priložnosti, nobenega razvoja, seveda bojo en za drugim odhajali in če odidejo, če ljudi ni, potem nam ne pomagajo ne ceste, ne vem kaj, morajo ostati ljudje, tisti, ki pa bojo ostali, če bojo imeli neke možnosti za zaslužek in za neko normalno življenje. Tako da tu se trudimo. Drug del je pa ta gospodarski, ne, mi nekega velikega industrijskega, bi rekel, razvoja ne moremo imeti, tudi tu je v glavnem obrt in drobno gospodarstvo tisto, ki drži po konci naše gospodarstvo. Ampak kljub temu imamo kar lepo število podjetnikov, ki kar pomembno prispevajo k zaposlitvi.
znotraj naše občine in pa tudi seveda se razvijajo, tako da nekako se tudi trudimo, da bi jim prisluhnali. Tudi tu naredimo vsako leto razpis za gospodarstvo, res da to niso neka velika sredstva, ampak vse stimulira zaposlovanje, štipendiranje. Letos smo pa tudi zaradi tega COVID, bi rekel, neposlovanja nekaterih segmentov, nekaj dodatnega denarja namenili prav za te dejavnosti, da jim pomagamo preživeti tisti čas, ko jim je res bilo težko, ker niso mogli, ne da niso hteli, ampak enostavno niso mogli upravljati svojega dela. Tako da jaz verjamem v to, da nam bo z enim takim vztrajnim delom uspelo, da bo občina prosperirala, ker seveda delovna mesta, zaslužek so ključnega pomena za to, da bo kvaliteta življenja v naši občini tudi naprej nekako šla. Kvalitetno življenje oziroma kvalitetno delo pa omogočate tudi učiteljem, učencem. Lepo imate poskrbljeno za prostore v osnovnih šolah in v samem Vojniku, na Frankolovem, pa tudi podružnična osnovna šola Nova Cerkev. Ja, mi imamo 2 osnovni šoli, in sicer Vojnik, ki je že kar velika osnovna šola, ima skoraj 800 bi rekel, učencev. Ima tudi 3 podružnice, Nova Cerkev, Socka in pa Šmartno v Rožni dolini. Drugo je pa Frankolovo, šola Antona Bezenška, ki ima pa tam okoli 160-170 otrok. Obe delata uspešno. V preteklosti smo seveda investirali kar nekaj, predvsem v Vojniku, ko se je šola rihtala nova, pa telovadnica. Tudi v Novi Cerkvi smo novo telovadnico dobili. Mi smo zdaj v tem obdobju tudi še nekaj obnovili šolo v Novi Cerkvi, podstrešje preuredili v učilnice, tako da imajo tudi prostora zadosti. V prihodnosti nas čaka tudi še v Socki nekaj za postoriti. Trenutno pa delamo v Frankolovem. Tam pravzaprav, kar se šole tiče, zdaj urejamo kuhinjo in pa potem tudi jedilnico, ki bo v sklopu nove investicije novega vrtca, ker je vrtec ob šoli, a ne ob telovadnici. Delamo tudi trenutno nov športni pot v telovadnici in pa talno gretje, tako da bomo tudi problem ogrevanja telovadnice imeli z novo investicijo rešeno. Potrebno bo potem še preden bomo čisto na novo začeli delati, vhode urediti, ko se bo jedilnica preselila. Ampak nekako mislim, da bojo pogoji za delo potem tudi v Frankolovem za osnovno šolo dobri. Seveda bojo pa končno dobri tudi za vrtec, ne, ker v naši občini imamo mi to predšolsko varstvo organizirano v vrtcu Mavrica, ki je občinski vrtec, ki je tudi največji po velikosti in ima tudi potem podružnice Frankolovo, Socka, Nova Cerkev in Šmartno. Potem pa imamo še koncesijski vrtec Danijelov Levček v Vojniku z 4 oddelki in pa v Novi Cerkvi zdaj že mislim, da 3. leto Montessori program. In moram reči, da nam tudi število otrok v tem delu tako narašča, da imamo te kapacitete popolnoma polne. Ne glede na to, da jih je več, so pravzaprav polno zasedene, kar je pa seveda dober pokazatelj, da je občina vitalna, da občina ima tudi mlado generacijo in da jaz verjamem, bo še nekaj časa tako, ker če smo prej govorila o tej legi, je seveda tudi to, da mlade družine v naši občini najdejo cenejši prostor za gradnjo, ki pa ima kljub temu kvalitetno infrastrukturo in pa kvalitetno poskrbljeno tudi za predšolsko, šolsko vzgojo. Mislim, da je to še tisto, kar je ena od pozitivnih strani naše občine. Prejle, ko smo videli posnetke iz novega vrtca oziroma gradnje vrtca na Frankolovem, to je gotovo največja investicija v letošnjem letu, pa najbrž tudi v zadnjih letih. Ja, to je pravzaprav v tem mojem času največja investicija. Zdaj, pravzaprav prej so bile večje, tiste, ko so bile vezane na šolo v Vojniku ali pa recimo na protipoplavne ukrepe,
v Vojniku. Ta investicija je pravzaprav zdaj v višini 2 milijonov, kar se tiče gradnje objekta, potem pa še seveda zunanja ureditev, oprema, nakupi zemljišč, projektni dokumentacija in vse to skupaj bo prineslo, da bo to približno 3 milijone evrov vredna investicija. Prinesla nam bo, tako kot sem rekel, seveda 4 nove oddelke vrtca. Trenutno jih imamo v Frankolovem 3, v izjemno slabih pogojih, neprimernih, tako da bomo to zadevo uredili. Dela se poleg tega pri tem tudi seveda nova kuhinja, tako kot sem že rekel, ki bo poskrbela zdaj in za prehrano v šoli in v vrtcu. Dela se nova kurilnica na lesno biomaso, ki bo zamenjala pravzaprav tudi zdajšnji sorazmerno drag utekočinjen naftni plin kot energent za ogrevanje šole. Poleg tega pa seveda tudi pridobivamo še ob vrtcu eno površino, ki jo bomo kasneje lahko uredili v športno igrišče na Frankolovem. Zdaj v tej fazi bo pravzaprav bolj kot travna površina, ki bo že nekako na tem nivoju in pa v tej velikosti uporabna kot travno igrišče. Kasneje pa, ko bomo spravili seveda finance skupaj, bo pa to tudi novo igrišče in potem bo na tem prostoru Frankolovega v celoti predšolska, šolska vzgoja, tudi potem ta popoldanski prostor za športno dejavnost in pa rekreacijo in pa tudi center, kjer se bo ta kulturna dejavnost razvijala. Jaz sem prepričan, da ko bojo stvari končane, po naših načrtih nekje naj bi investicija bila zaključena do konca januarja, po šolskih počitnicah krompirjevih bi pa potem tudi zapolnili z otroškim življenjem, da bo takrat v Frankolovem to ena taka celovita zgodba, ki bo tudi za kraj kar bistveno pripomogla k boljšemu življenju in lepšemu. Življenje torej piše zelo različne zgodbe, takšne bolj vesele, pa tudi takšne nekoliko bolj žalostne. Ena takšnih je gotovo zgodba družine Janc. Spremljali smo jo tudi pri nas na VTV-ju z željo, da bi dobila čim bolj srečen epilog. Kako je v tem trenutku? Je družina že v novi hiši? Ja, v bistvu mislim, da čisto v novi hiši še ni, ampak tečejo pa ta zaključna obrtniška dela. Jaz moram reči, da sem tukaj vesel in ponosen zopet na naše ljudi, ki so se angažirali, izpostavili tako v odboru za pomoč družini, kot pa seveda vsem tistim, ki so na različne načine darovali. Eno je skozi ta koncert, ko je bil dobrodelni, drugo preko tudi medijev, preko raznih zbiralnih akcij. Zelo veliko je pa tudi tistih osebnih darov in pa pomoči obrtnikov, podjetij, ki so se vključila v to, da je vsak neko zgodbo pomagal narediti in jaz verjamem, da se bo ta zadeva lepo in dokončno zaključila tudi z tem, da bo družina v teh novih prostorih imela vsaj te pogoje za življenje boljše, če jim že ne more človek pomagati v tistih njihovih osebnih stiskah, ki se žal zgodijo in pač tu lahko pomagamo samo v tem delu, da pač jim olajšamo ta del, pa predvsem, da vedo, da niso sami v taki stiski. Ena lepših, uspešnejših zgodb občine Vojnik je Božični Vojnik. Videli smo že en odlomek, takrat, ko smo si skupaj ogledali ta glasbeni videospot. A letos Božični Vojnik glede na vse razmere bo imel tudi Božični Vojnik drugačno obliko? Ja, Božični Vojnik bo tudi drugačen. Mi smo nekako zdaj z skupino, ki pripravlja, že dokončno dorekli, da takšnega, kot je bil v tej obliki, ne bo. Ampak bo v bistvu prilagojen razmeram. Imeli bomo še vedno razstavo jaslic in sicer na način, da bo pač nekaj takih večjih postavitev ob cesti, da se bo dalo to videti iz avtomobila. Nekaj jih bo potem v parku pri cerkvi, v Jernejevem parku.
medtem ko tistih postavitev v ulicah ne bomo izvajali, ker enostavno ne moremo zagotoviti varnosti niti našim prebivalcem, niti obiskovalcem. Tudi ne bo tega gostinskega dela ponudbe, ker je praktično tam nemogoče upoštevati vse, kar je potrebno. Bo pa seveda v delu programa narejeno nekaj dogodkov takšnih, ki bojo seveda zopet v manjšem obsegu. Bomo pa intenzivneje delali na spletu, tako da bomo ta del, bi rekel, nekako približali mogoče pa tisti skupini, ki je prej bila manj nekako nagovorjena, in bo pač v tem spletnem delu kombinacija potem s tem, kar bomo počeli, odnosno kar smo v 5 letih tudi nekako imeli kot eno dobro izkušnjo. Želja je seveda, da sporočilo tega božičnega Vojnika ostaja naprej živo prisotno, da se aktivnosti ne ustavijo in da se pač seveda prilagodimo situaciji, kakršna je. In jaz verjamem, da nam bo to tudi uspelo. Seveda to ne bo tako odmevno, kot je bilo v prejšnjih obdobjih, ampak če bomo imeli nekoliko sreče z zdravstveno situacijo, bo pa naslednje leto potem zopet lahko po starem na način, ko smo ga nekako vajeni. In je seveda dober tako za nas, ki živimo v Vojniku, kot za tiste, ki nas takrat obiščejo, ne. Seveda je pa obisk bil izjemen in v Vojnik, razen na božični Vojnik, nikoli seveda ni prišlo toliko ljudi v tako kratkem času in tega si tudi mi želimo. Želimo, da ljudje v Vojniku vidijo naše delo, naše ljudi, naš kraj, da tudi pri nas mogoče kak dan ostanejo, da pa seveda ostane zdravje na prvem mestu. To pa je nedvomno nekaj, kar moramo zagotoviti in zato smo se tako odločili. Gospod župan, skupaj s svetnicami in svetniki se trudite, da so občinska sredstva iz občinskega proračuna enakomerno porazdeljena v vse 3 krajevne skupnosti, ki jih občina Vojnik ima, in to vam najbrž tudi kar lepo uspeva. Ja, zaenkrat nam je to uspevalo in moram reči, da je to zasluga in zahvala zrelosti naših svetnikov. Temu, da pravzaprav niso neki interesi ali neki strankarski ali neki osebni ali tudi neki kar lokalni, tisti, ki bi bili najbolj pomembni, ko se nekako dogovarjamo o tem, kaj kje naredimo. Res pa je, da se trudim, da pravzaprav to rešujemo z veliko pogovora, komunikacije, da to začnemo že pri pripravi proračuna, da nikoli noben del naše občine popolnoma ne izpade. Vsi se pa zavedamo, da je naš proračun omejen, mi smo le neka srednja občina in več kot en velik projekt v občini istočasno se pri nas ne more sfinancirati. Ne? In zaenkrat nekako vidim, da smo se uspeli dogovoriti, da razumemo, da je, ko delaš eno stvar v eni krajevni skupnosti, pač je treba takrat počakati. Res pa je, da na ta način je pravzaprav v naši občini nastalo že kar nekaj večjih projektov, ki dobro služijo, kvalitetno služijo ljudem in da so ti razporejeni po celi občini. Tako da, če bomo z tem nekako nadaljevali, zaenkrat pa kaže, da ja, ker svetniki v tem sklicu so zelo v redu, zelo razumejo to, da je osnovna poanta pač projekti, ki delajo naše življenje boljše in ki skrbijo za razvoj naše občine. In zato, da ljudje v občini živimo pač tudi lažje. In če bo ta sloga, če bo to razumevanje, potem jaz verjamem, da bomo tudi naprej. Če pa te sloge ne bo, se pa seveda tako vse posod tudi nam ne pišajo dobri časi, ampak zaenkrat res zahvala svetnikom za to, da to razumejo in tako tudi delajo, ne? Ker v bistvu nič ti ne pomaga, če se mi samo prepiramo o tem, kako, kje, namesto da bi delali. In če ne vlečemo vsi v isto smer, potem tudi seveda rezultati niso taki, kot bi si želeli. Mislim, da ste sami lepo dali piko k
k tej oddaji. Jaz dodajam samo še zahvalo za obisk v studio in želim, da bi tako lepo, složno, uspešno, kljub težavam, kljub kakšnemu zdrsu, tako lepo občino vodili še naprej. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Hvala seveda gledalcem vaše televizije. Hvala pa vam tudi za spremljanje našega dela in poročanje v tistih lepših, pa tudi tistih težavnejših časih. Tako da res iskrena hvala za vaše delo. Hvala lepa vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa hvala lepa, da ste vztrajali z nama. Nasvidenje.